Dober dan, spoštovani gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Danes je z nami gospod Tadej Trček, predsednik stranke Socialistična partija Slovenije. Pozdravljeni, gospod Trček. Lep pozdrav. Pa bi vas kar vprašala, kaj je vas navdihnilo k ustanovitvi vaše stranke? Za ustanovitev naše stranke smo se odločili zaradi tega, ker med političnimi opcijami v Sloveniji nismo našli nobene opcije, ki bi bila po prepričanju nam podobna. Mi se zavzemamo za čisti socializem, za panslavizem, za uravnilovko 1:5 in tega nobena stranka v Sloveniji ne ponuja. Poleg tega smo pa antirežimski, ker mislimo, da vse stranke v Sloveniji delujejo po istih sistemih, se pravi, da so bolj kot ne vse del nekega sistema in naša stranka temelji na temu, da se bori proti sistemu. Okay. Hvala. Kakšna pa je vaša ocena povezave med vašo stranko, lokalnimi skupnostmi po Sloveniji in lokalnimi sveti? Kako bi to povezavo izboljšali? Mi smo se registrirali pred 2 letoma, tako da mi nekih povezav z lokalnimi skupnostmi nimamo. Nimamo občinskih svetnikov, nimamo županov. Sicer smo zdaj nastopili na lokalnih volitvah, nismo sicer uspeli nobenega občinskega svetnika pridobiti. Se pa dogaja neformalno, se pravi, da se sodeluje z določenimi svetniki v občinskih svetih pa mestnih svetih, kjer sodelujemo. Hvala. Kako pa ocenjujete povezavo vaše stranke z ostalimi strankami, pa če se vam zdi smiselna ta povezava? Ne, zato ker mi imamo povsem drugačen program od ostalih, tako kot sem že prej povedal, delujemo antirežimsko, ostale stranke vidimo kot del režima in del sistema, ki je bil postavljen z osamosvojitvijo leta 1991. Tukaj je predvsem odločilen faktor tujina, ki se skriva za temi strankami v parlamentu, tako da iz tega vidika se ne mislimo povezati z nobenim od vidnih parlamentarnih strank, ki so trenutno na oblasti. Pa neparlamentarni? Pri neparlamentarnih je pa tako, da mi smo imeli neke pogovore, dogovore, ampak pa smo se pri bistvenih točkah razšli. To je predvsem izstop iz Evropske unije pa izstop iz Zveze NATO, ki ga mi zagovarjamo, ostali ga ne zagovarjajo, tako da možnosti so, no, ampak v tem trenutku ne vidimo nobene stranke, s katero bi planirali v neko koalicijo oziroma v resno sodelovanje. Hvala. Kaj pa menite o ideji, da je občinski svet sestavljen iz predsednikov četrtnih svetov v mestih oziroma predsednikov vaških svetov na podeželju? Jaz mislim, da je ta zadeva dobra. Predvsem zaradi tega, ker krajevne skupnosti lahko občutno pripomorejo k delovanju same občine. Krajevne skupnosti so del lokalne skupnosti na najnižjih nivojih in lahko tisto, kar ljudje potrebujejo, prenesejo do občinskega sveta. Se pojavlja tudi trend v nekaterih občinah, da se krajevne skupnosti ukinjajo in mislimo, da ta sistem ni dober. Hvala. A v vaši stranki zbirate pobude državljanov, pa kako to poteka v praksi? Zaenkrat jih še nismo. Hvala. Je karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, rad bi sporočil to, da demokracija, ki jo imamo, niso samo volitve. Torej, 4 leta med volitvami bi mogel volivec porabiti za to, da se resno ukvarja z problematiko, se vsebinsko ukvarja s stvarmi, zato da lahko kvalitetno odda svoj glas. In vidimo tudi eno veliko napako, in sicer pred 30 leti je bila iz srednjih šol, je bil iz srednjih šol umaknjen predmet, ki je politično vzgajal ljudi in te politične vzgoje danes ni. Tako da polagam na srce vsem volivcem, da se v demokratični ureditvi resno ukvarjajo z problemi in da demokracija ni samo kvantiteta, ampak tudi kvaliteta odločitve. Hvala. Hvala tudi vam. Hvala, spoštovani gledalci, za ogled in pozornost in se vidimo v naslednjem intervjuju. Nasvidenje.